Lepo pozdravljeni, spoštovani, gospa podžupanja, gospod direktor bolnišnice, gospa predstojnica onkologije, predstavniki donatorjev, predstavniki medijev, prijatelji zgodbe o klobeh in ljudeh, spoštovani vsi zbrani. Zbrali smo se tukaj, da bi dali v uporabo mali beli gaj. Bolnikom, njihovim svojcem in seveda zdravstvenemu osebju. Ali nemara veste, kaj je gaj? Jaz še danes ne bi znal natanko povedati, kakšen naj bo kotiček tega sveta, da bi bil vreden te besede. Tako začenja Ciril Kosmač svojo pripoved V gaju življenja. Hvala mladim glasbenikom za ta navdihujoč mladostni pogled iz gaja življenja. Da bomo odprli park, seveda vabimo k besedi tiste, ki so sodelovali pri tem, da je iz zapuščenega prostora, iz dvorišča nastal ta prelep prostor, ki ga danes lahko res z vsem ponosom imenujemo gaj. Mali beli gaj. Najprej vabim k besedi profesorja doktorja Vojka Flisa, direktorja bolnišnice, nato pa gospo podžupanjo, magistro Heleno Kujundžič-Lukaček, ki bo spregovorila tudi v imenu Mariborske občine in mariborskega župana, ki pozdravlja ta lep projekt, vendar se opravičuje za odsotnost. Izvolite. Spoštovane in spoštovani, veliko veselje mi je, da lahko v imenu Univerzitetnega kliničnega centra odprem ta majhen kotiček, ki govori predvsem o ljudeh, in ustanova je namenjena ljudem. Ta majhen kotiček veliko pomeni predvsem, ko govorimo o duševni podpori našim bolnikom, ne zgolj o tistem zgolj medicinskem, ortodoksnem zdravljenju. In v veliko čast mi je, da sem lahko sodeloval s tistimi, ki so omogočili dejansko, da je ta majhen kotiček nastal. Uprava ustanove pri tem ni imela velikih zaslug, pač pa bom prepustil besedo tistim, ki so dejansko veliko za to storili, da ne govorimo o tej ustanovi samo kot ustanovi, kjer se nekimi aparaturami ali zdravili zdravi, ampak da znamo ljudem ponuditi še neko drugo vrsto opore in temu naj bi služil tale mali gaj. Ob tem bi se še enkrat zahvalil tistim, ki so bili najbolj zaslužni za to, in pa seveda darovalcem denarja, da smo lahko ta prostor pripravili takšen, kot ga danes vidite, in takšen bo seveda, prepričan sem, bolnikom v veliko oporo. Hvala lepa.
Lepo pozdravljeni. Spoštovani direktor UKC Maribor, dr. Vojko Flis, strokovni direktor UKC Maribor, dr. Matjaž Vogrin, predstojnica oddelka za onkologijo, dr. Maja Ravnik, idejna vodja zgodbe o klopeh in ljudeh, Liljana Jarh, avtorica dela Mali beli gaj, Tina Kuhar, dramska igralka Ksenija Mišič, predstavniki donatorjev, člani študentskega orkestra Maribor in vsi prisotni v imenu Mestne občine Maribor vas lepo pozdravljam. Veseli me, da smo se zbrali ob tako prijetnem dogodku, otvoritvi Malega belega gaja, čudovito urejenega zelenega prostora ob oddelku za onkologijo, ki prijazno omogoča bolnikom, njihovim svojcem in zaposlenim prijetne trenutke za posedeti in za sprehod. Zgodba Malega belega gaja lepo povezuje skrb za okolje in skrb za bolne, oba pa močno vplivata na zdravje ljudi. Prioritete Mestne občine Maribor je zdravje in dobro počutje občanov. Prizadevamo si nudenja kakovostne zdravstvene oskrbe naših občanov, spodbujamo preventivne programe z področja varovanja zdravja in programe za spremljanje zdravstvenega stanja občanov. Velik poudarek pa dajemo tudi ukrepom, s katerimi skrbimo za okolje. S projektom Izboljšajmo Maribor obravnavamo in rešujemo pobude občanov Mestne občine Maribor, vzdržujemo in obnavljamo zelene površine na Kalvariji, Piramidi, oživljamo Magdalenski park, varujemo labode na Lentu ter izvajamo akcije urejenega okolja. Veseli me, da gremo na tem dogodku miselno skupaj proti boljšemu Mariboru. Iskrene čestitke za projekt. V imenu Mestne občine Maribor želim uporabnikom prijetno druženje v tem krasnem okolju. Želim si in verjamem, da nas bo klop v tem zelenem ambientu povezovala in da se bodo na njej sklepala nepozabna prijateljstva. Želim vam še naprej lep dan in prijetno druženje. Hvala. V navzočnosti trpljenja vsak začuti potrebo po zavetju. Tega najdemo v sočutju sočloveka, pogosto tudi v naravi. Znano je, kako stik z naravo, z rastlinami, z živalmi, z otroki ojača življenjsko moč in voljo po preživetju. Tega se še kako zavedata obe zaposleni na onkološkem oddelku, gospa predstojnica oddelka za onkologijo Maja Ravnikar, doktorica medicine, in višja fiziatrinja Liljana Jarh. Liljana Jarh je tudi idejna in avtorica in duša zgodbe o klopeh in ljudeh. Danes otvarjamo 16. v vrsti teh klopi, ki so razseljene po Mariboru. In ta 16. se je, kot vidite, kar razmnožila po zaslugi avtorice Tine Kuhar, kar v 3 prijetne in razkošne široke klopi. In zdaj pa vabim k besedi gospo predstojnico Majo Ravnikar in seveda avtorico zgodbe Liljano Jarh. Pozdravljeni, dober dan. Moram povedati, da sem izjemno vesela, da vas vidim v takšnem številu, tako lepo razporejene po vseh klopeh, ki jih imamo na voljo. Boste lahko potem zamenjali, tudi ti, ki stojite, boste lahko prišli probati. Morda na oddelku za onkologijo se srečujemo malo več z celotnim življenjem, tudi iztekanjem življenja. In smo morda na to malenkost bolj pozorni, občutljivi. Zato iščemo pravzaprav vse možne načine, trenutke, da se posvetimo tudi temu, kar je najranljivejše.
Že predtem je bilo povedano, medicina je lahko ta tradicionalna, zdravi naš, recimo, oklep, vendar noter je tisti motorček. Tisto, kar dostikrat spregledamo, ne upoštevamo, ampak motorček je tisti, ki bo ta naš, recimo, oklep vozil po svetu, ki nam bo pomagal napredovati, zoreti in doživljati lepe trenutke. Na ta motorček smo mislili, nismo pozabili. Oddelek je nov, lep, zadovoljni smo, tudi bolniki, tudi svojci, seveda osebje, ampak je pa nekaj manjkalo, ta podaljšek oddelku, kjer bomo prišli sami sebe spočiti. Spočiti tako osebje po napornem delovniku, tako bolniki in svojci. Tako da vsega tega, kar čutimo, ne bi bilo, če ne bi bilo takšnih oseb na našem oddelku. Izjemno sem vesela, da imamo tako različne ljudi in tako občutljive ljudi in ki imajo takšne ideje in da delajo z nami. Tako da, Liljana, hvala. Hvala za ta, v bistvu, idejo, motor in celotno izpeljavo. Zdaj naši motorčki bodo boljše delali. Naj bo ta prostor tukajle, prostor za to, da se malo zamislimo, odmislimo, mogoče sami sebe najdemo, se mogoče prepustimo lepim spominom tistih, ki smo izgubili, ampak pomislimo nase, pomislimo na lepe trenutke in dajmo uživati. Dajmo sebe dati na prvo mesto. Še enkrat najlepša hvala vsem, idejni vodji, naši arhitektki, sponzorjem, da smo lahko to dejansko danes končno odprli in bomo uradno lahko tudi preizkusili. Hvala še enkrat vsem. Spoštovane, spoštovani. V okolju, kjer se nahajamo, so dobro leto tudi moji delovni prostori, zato bom v nagovoru nekoliko bolj osebna. Od kod zamisel? Je vsem znano uvodno vprašanje, ki se pri realiziranih projektih velikokrat ponavlja. Ena od sledi tokrat seže v čas, ko oddelek za onkologijo v okviru UKC Maribor ni obstajal. Bili so pa onkološki bolniki, njihova stiska zaradi izgube zdravja, strah svojcev, žalost in dotaknilo se nas je, tako kot mene, prvo srečanje z bolnico na oddelku za urologijo v poslednjih dneh njenega življenja. Med pogovorom sem jo vprašala, kateri izmed vonjev je njen najljubši, in odgovorila je, da je to vonj po gozdu. Želja, da bi se lahko še enkrat dotaknila dreves, se ji ni uresničila. O tem spominu, pa o prizoru, ko sem skozi okno opazovala bolnika, ki je stal med avtomobili na asfaltiranem parkirišču in malicev in nekaterih drugih, sem pripovedovala krajinski arhitektki Tini Kuhar, ki je razumela mojo prošnjo, jo močno začutila in pristopila k projektu Zgodba o klopeh in ljudeh ter oblikovala idejno zasnovo za urejen prostor s potmi, klopmi, brezami in grmovnicami ob mariborski onkologiji. Njen dar simbolno pripoveduje o tesni povezanosti bolnika, njegovih bližnjih in medicinskega osebja, o treh subjektih, kadar nastopi bolezen. Avtorici se za njeno plemenito unikatno delo Mali beli gaj iz dna srca zahvaljujem. In zahvaljujem se predstojnici oddelka za onkologijo, gospe Maji Ravnik, ki je idejno zasnovo prva podprla, ter pomočniku direktorja gospodu Juretu Pograjcu za profesionalnost, izjemno koordinacijo in prav tako izjemno prijaznost. Pred sestankom z glavnim direktorjem UKC Maribor sem prebrala vrsto študij o dobrobiti urejenih vrtov v bolnišničnem okolju, o tem, kako prijetni prostori zmanjšujejo stres in zaznavo bolečine ter vplivajo na skrajšanje časa hospitalizacije.
Gospod profesor dr. Vojko Flist, doktor medicine, je prestregel moje pojasnjevanje in široko argumentiranje na sestanku in me osrečil s stavkom, v katerem je bila zajeta vsa podpora. Ideja je dobra, pričnite z delom. Raziskave so potrdile še druge pozitivne učinke urejenega okolja na počutje, a pomembno je, da so se celo v času, ko v marcu načrtovana otvoritev ni bila mogoča in tudi obiski na oddelku ne, v Gaju v onkologiji med bolniki in njihovimi dragimi zgodili v večno zapisani čuteči trenutki. Z donacijo so jih omogočili Energija Plus, d.o.o., Pošta Slovenije, ADK in Dravske elektrarne Maribor, d.o.o. ter Stada, d.o.o., Mariborske lekarne Maribor, Farmamed, Mado, Plinarna Maribor, prav tako d.o.o., ter mala vrtna delavnica Dandelion, Teh, d.o.o., ter kot sponzor Farma Rentikals Bayer, d.o.o. ter seveda UKC Maribor. Vsem iskrena hvala, kakor tudi nastopajočim, Bojanu Dobrinu ter ostalim, ki so prispevali k realizaciji zgodbe o malem belem gaju, ter vsem vam, ki ste se današnjega dogodka udeležili. Hvala. Naše usode se včasih povežejo znotraj bolnišničnih zidov. Nenadoma zbolimo mi ali kdo od naših bližnjih. Povežemo se z ljudmi, ki lahko pripomorejo k ozdravitvi, jim zaupamo, prej neznanci postanemo bližnji. Zdravniki in medicinsko osebje je vpleteno v posameznikovo usodo, v njegove bolečine, njegovo radost, žalost ob izgubi. Svetost sveta obnavljamo z ljubečo prijaznostjo in sočutjem, pravi zdravnica in pisateljica Rachel Naomi Remen. In zgodbe današnjih nastopajočih so tudi na nek način prepletene, na eni ali na drugi strani tega, o čemer sem pripovedovala. Krajši kulturni program bodo izvedli že prej slišani člani študentskega orkestra. Dovolite, da jih predstavim. To so Neli Vucherer, vokal, Tilen Zavec, saksofon, Kristjan Kolar, kitara in Darina Cvetrežnik, violina. Študentski orkester Maribor je bil ustanovljen oktobra 2019 z namenom, da lahko mariborski študenti ob študiju ohranjajo ljubezen do glasbe in se med seboj povežejo še v drugačnih okoliščinah. Trenutno v orkestru sodeluje kar 40 članov pod taktirko dirigenta Črta Lasbaherja. Poleg študentov je tudi nekaj članov zaposlenih v UKC Maribor. UKC Maribor orkestru že več let nudi prostor za vaje. V prihodnosti bi si želeli prirejati samostojne koncerte in se s tem razkriti javnosti, da bi lahko ljubezen do glasbe delili ne le med sabo, temveč bi z njo razveseljevali tudi širšo publiko. Po skladbi, avtorski skladbi Another Shade of Grey Kristjana Kolarja, pa bo nastopila dramska igralka, prvakinja našega gledališča, kot vemo, Ksenija Mišič. Predstavila nam bo čudovito poezijo naše poetese, sijajne vrhunske pesnice Erike Vovk, dame, ob kateri najprej pomislimo na belo barvo. Izvolite, umetniki.
Za mali beli gaj, malo poezije naše drage Erike, dolgoletne prijateljice. Belina krhke sipine kosti, do belega je spralo tlak deževje. Bel prodni kamen, bel kristal soli, a najbolj belo, neizbrisno bel je v navpični nočni uri brez svetlobe. Spomin na bele stene neke sobe. Belina ptice, ki na modrem kroži, vse višje, do nevidnosti se vzpenja. Razkošje zvokov, vonjev, barv se zoži v eno samo, čisto radost zrenja. Vem, da si angel in da ne moreš čez. Vem, da si ptica. Vem, da je smrt le jez, ki popusti voljan, ko pride čas za to. Vem, da je krhko žgan zemeljski vrč, telo. Da je odpljusnil val trudno peščino let, da je zapis ostal v kamen spomina ujet. Vse zlate črke te ne izpišejo. Zemlja in divja rast trav ne izbrišejo. Vem, da so znamenja in da te v zemlji ni, da je ostalo le belo drevo kosti. Praznujem življenje in tisto, kar pride. Kri in krik in krč in prah in votlo kamnito svetost piramide, slepoto in zrenje, nemoč in zamah, slast sle in sladkosti, napuh opoldneva, brezračje prostosti, praznujem brez gneva. Hvala Kseniji Mišič za te izjemno občuteno povedane verze Erike Vovk. In mislim, da je čas, da vsaj nekaj trenutkov posvetimo avtorici. Avtorica Malega belega gaja, Tina Kuhar, krajinska arhitektka, ki je zasnovala ta prelepi kotiček, ostaja skromna. Prepričana je, da delo govori samo zase, želi se le zahvaliti ekipi, ki ji je pomagala pri delu, mi pa jo lahko nagradimo z aplavzom. Tina, izvoli. Lepo pozdravljeni. Moji predgovorniki so povedali že prav vse. Jaz se bom še samo zahvalila za vabilo in izkazano zaupanje. In eno željo imam. Želim si, da bi ta prostor bil redno vzdrževan, da ga bo lahko čim več ljudi, katerim je namenjen, res z veseljem, da ga bodo lahko uporabljali. Ne bo težko, se bomo potrudili skupnimi močmi in to je to. Hvala vam, lepo vas je videti, ptičke, tako sedite, upam, da vas bo vedno več. Hvala. Preden popraznujemo in gremo vsi v park in preden gremo v popoldan in poletno noč, se zahvaljujem vsem nastopajočim, ki so darovali svoj nastop. Zatem pa vas vabim na druženje in ne pozabimo na skupinsko fotografiranje, kakor je običaj zmeraj pri otvoritvi naših klopi. Naj končam tudi jaz z verzi ljube Erike Vovk.
Nekje so vedno južna zatočišča, zamolkle krošnje, senčni kraj užitka. Naj takšen prostor postane in ostane mali beli gaj. Hvala lepa. Poletna noč, bila je najin dom, vse snine iz dreves, zastrop nebo, preproga travnih bil, zvestne broji za luč, brez strehe, brez zidov, mladim je toplo. Poletna noč, ljubezni spev šepet, si čustev žar strasti vse mino se, ostane pest spoznan in prgišče sam, spominov sto za stare dni. Pridi kdaj po mene z ognjo v oči, bova ljubila se vso noč. Pridi kdaj po nasmeh in poljub, vsak zase zdaj. Živiva srečna sva, samo na videz kdaj, kot vsi ljudje. Nada kot prej, ne bova več. Vse dam za eno noč. Pridi kdaj po mene z ognjem v oči, bova ljubila se vso noč. Pridi kdaj po nasmeh in poljub, vsak zase zdaj.